njegovemu potomstvu je bila dana obljuba, da bo dedič sveta. Lepo pozdravljeni, bratje in sestre. Zbrani smo pri Mariji Pomagaj na Brezjah v spomin na prestano slovensko medvojno in povojno trpljenje. Po sveti maši je v ta namen tudi romanje po rožnovenski poti. Najprej pozdravljam predstavnike 4 organizatorjev današnje slovesnosti, ki so pobuda Vse posvojitev, Nova slovenska zaveza, Prebudimo Slovenijo in Združenje Oblipi sprave. Pozdravljam tudi vas vse, dragi bratje in sestre, ki ste prišli k tej sveti maši, da bi molili za spravo, za odpuščanje, za božje usmiljanje in popravo krivic. Zahvaljujem se bratom frančiškanom za gostoljubje. Danes je osrednja tema spominjanje zgodovinskih dejstev bratomorne vojne, ne smemo pa spregledati tudi naše osebne zgodbe v luči zgodovine odrešenja. Povabilo k spominjanju je pomembno, ker smo ljudje pozabljivi. Navadno si bolje zapomnimo boleče, travmatične izkušnje. Življenje pa vsebuje tudi mnoge trenutke sreče in obdarovanosti, ko se tega ne zavemo in se tega tudi ne veselimo. Današnji dan je zato tudi priložnost za osebno hvaležnost Bogu za vse, kar smo prejeli. Svetopismo nas na mnogih mestih spominja, da je Gospod izbral izvoljeno ljudstvo in ga spremljal na njegovi poti skozi puščavo. Gospod jim je bil blizu in je ostajal do konca zvest svoji obljubi, kljub nezvestobi ljudstva. Z njimi je sklenil zavezo, ljudstvo pa ga je večkrat zavrnilo, godrnjalo zoper Boga in ga krivilo za nesreče in tegobe. Kar je Bog storil izraelskemu ljudstvu, se v spremenjenih zunanjih okoliščinah ponavlja tudi v naših življenjih. V krščanstvu je spomin prepleten z načini in okoliščinami, v katerih se Bog razodeva v življenju ljudi. Izbral nas je in nas po krstu prištel med Božje ljudstvo in svet narod. Nekateri ljudje gredo po njegovi poti, drugi Božje povabilo ignorirajo ali zavrnejo. Prepogosto se ujamemo v skušnjavo in godrnjamo zoper Boga, očitajoč mu, zakaj dopušča vojne, krivice in zlo, ki ga je zavestno povzročil človek v svojem napuhu in egoizmu. Spomin je v tem smislu nujno povezan s kompleksnima vprašanjima sprave in odpuščanja. Od nekoga, ki je veliko pretrpel, poudarja papež Frančišek, ne smemo zahtevati družbenega odpuščanja, kjer se zakrije odgovornost posameznika. Sprava je vedno osebno dejanje in nihče ji ne more vsiliti celotni družbi, četudi ima ta nalogo, da jo spodbuja. Splošne sprave ni mogoče zapovedati, kakor tudi krivic ni mogoče pokriti s plaščem pozabe. Ganljivo je, pravi papež Frančišek, ko vidimo, kako so nekateri zmožni odpustiti, razumemo pa tudi tiste, ki tega ne zmorejo. Odpuščanje je možno tam, kjer obstaja zavedanje in sprejemanje dejstva, da nam je Gospod naš dolg že odpustil. Ker je odpuščanje zastonsko, lahko odpustimo tudi tistemu, ki se k sanju upira in za odpuščanje ni sposoben prositi. Tisti, ki odpuščajo, ne pozabijo, le odpovedo se temu, da bi v njih gospodovala uničujoča sila hudega. Prebijajo začaran krog ponavljajočega se zla. Maščevanje ne poteši nezadovoljstva žrtev in ne reši ničesar, še poudarja sveti oče. Pogosto spominjanje božjih del
pomaga ozavestiti vero in jo krepi. Vera je kakor romanje k zadanemu cilju. Gospod nas na tej poti spremlja. Na njej smo deležni lepote in veselja, pa tudi določenih ovir. Zbrani smo v Božjem imenu, da bi molili in prosili za spoznanje, kako ob ovrednotenju polpretekle zgodovine v luči vere živeti danes. Prosimo za milost sprave in odpuščanja v našem narodu. Pravičnosti ni mogoče doseči brez obsodbe zločinov in dostojnega pokopa posmrtnih ostankov izkopanih žrtev, ki imajo naravno pravico do groba in imena. Odgovorni državi ne upravijo ta civilizacijska dejanja, ki izhajajo iz spoštovanja do sleherne človeške osebe, ne glede na njihovo politično prepričanje, vero ali raso. Ob vseh naših prizadevanjih ne pozabimo na spoštovanje reda v stvarstvu. Nismo mi tisti, ki delamo prvi. Sveti Pavel nas v današnjem darilu opozarja, da je na prvem mestu Božje delovanje, šele potem so naša dela. Vse se začne z Božjo obljubo. V zgodbi o Abrahamu je na začetku Božja obljuba, še preden Abraham karkoli stori. Prva stvar torej ni spoštovanje zakona, ampak sprejetje obljube v veri, da bo Bog izpolnil to, kar je rekel. V svobodi srca prepustimo Bogu, naj dela po nas, kar želi On. Svoje moči in življenje mu dajmo na razpolago in soodgovorno oblikujmo današnjo družbo. Podoben nauk razberemo iz Evangelija. Jezusa je potrebno priznati pred ljudmi, da nas bo njegov Oče priznal v nebesih. Vsakega, kdor mene prizna pred ljudmi, bo tudi Sin človekov priznal pred Božjimi angeli, smo brali. V življenju naj ne bodo v ospredju naše zasluge, temveč osebno pričevanje vere v Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Evangelij nas tudi opominja, naj prehitro ne sodimo tistih, ki ne izkazujejo svoje vere, ko pravi: vsakemu, kdor poreče besedo zoper Sina človekovega, se bo odpustilo. Kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, se mu ne bo odpustilo. To sta dva vidika vere. Obstaja zunanje izražanje našega prepričanja, vera pa temelji na notranji manifestaciji Svetega Duha. Včasih se lahko zgodi, da kdo težko izpoveduje vero navzven, kar lahko razumemo. Nedopustljivo pa je upirati se Svetemu Duhu, kar je zavestna zavrnitev Boga in njegove zastonjske milosti. Današnja slovesnost naj bo priložnost za spominjanje Božjih del v naših življenjih in za zahvalo za vse, kar smo prejeli mi osebno ali naši predniki. Okrepi naj vero in zavedanje soodgovornosti vseh za oblikovanje zdrave družbe in medosebnih odnosov. Združimo se v prepotrebni molitvi za mir in spravo ter popravo krivic, ne samo v naši domovini, temveč povsod, kjer vladata kruta vojna in pretresljivo nasilje, še posebej v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Naj zavladajo dialog, spoštovanje drugače mislečih in bratstvo med narodi. Marija, pomagaj, naj pri vsemogočnem in usmiljenem Bogu prosi za nas vse. Amen. Sveti Bog, stojimo pred Teboj, ki oživljaš mrtve in to, kar biva, to, kar ne biva, kličeš, da biva. Prosimo Te, pomagaj slovenskemu narodu, da bo svojo tragično, zamolčano zgodovino sprejel kot cilen etični opomin.
danes posebej priporočamo tvojemu usmiljenju. Z tega sveta si jih poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu v njegovi smrti, naj z njim vstanejo tudi v večno življenje. Danes se pri maši spominjamo tudi žrtev druge svetovne vojne in revolucije. Žrtev nekega časa, v katerega so bili vrženi prebivalci naše domovine. Znašli so se v hudih preizkušnjah. Ko danes gledamo nazaj, vidimo, kako so naši ljudje različno odgovarjali na izzive časa. Nekateri so vztrajali na poti Božje zapovedi, drugi so podlegli zlu. Zakaj in kako ostaja skrivnost? Angleški pesnik Thomas Stearns Eliot pravi: skrivnost hudobije je pregloboko brezno, da bi ga umrljive oči lahko dogledale. In danes, ko smo se zbrali v tem Marijinem svetišču, v osrčju slovenske zemlje, prosimo te, o Bog, ne vpelji nas skušnjavo. Ne daj, da bi bili tako kot naši predniki, potopljeni v morje zla. Ne daj, da bi tudi mi bili v tako težkih preizkušnjah, kot so bili oni. In ko preizkušnje pridejo, daj nam notranje luči, spoznanja in moči, da se odzovemo, kakor je tvoja volja. Sestra Terezija Benedikta od križa, Edith Stein, je zapisala, da mir najde tisti, ki nesebično svoje srce odpre tistemu, ki vse povzema v svoje srce, Bogu. In njen sorojak Emanuel Levinas je zapisal: kdor se posveča Bogu, ta je odprt za pravičnost in zavzemanje za vsakega človeka. V tem duhu so naši predniki, tudi vsi verni, med vojno na različnih straneh, to moramo poudariti, skušali iskati mir in pravičnost, in tudi mi danes poskusimo s svojim srcem priti naproti sestri, bratu, drug drugemu in tudi vsem, ki tako ali drugače to zavračajo, pokazati, da je mir v tem, da uresničujemo pravičnost, da sprejemamo v svoja srca drugega in da se vsi skupaj poklonimo tistemu, ki nas omogoča, v katerem živimo, se gibljemo in smo. V tem duhu se priklonimo drug drugemu. Svete maše še beseda zahvale. Hvala našim glasbenicam na koru, ki so nam s čudovito glasbo, svojo harmonijo zrcalile žarke duhovnega soglasja v naše duše. Na orgle je igrala Vlasta Doležal-Rus, pel je tercet v sestavi Barbara Tišler, Sara Trobiš in Neža Križnar. Bog povrni dobro za lepo. In hvala še posebej škofu dr. Andreju Sajetu in somaševalcem, duhovnikom. Hvala za darovano sveto mašo, za misli in spodbude v homiliji. Hvala, da ste na začetek našega romanja prinesli sveto rešnje telo. Vsako obhajilo naj bi nas spomnilo, da vstopamo v skrivnost pasiona
da prejemamo trpečega Jezusa na križu. Sveti Ludvik Montfortski je zapisal, da Mati Božjo še posebej razveselimo s tem, če po prejemu obhajila v svojem duhu izročamo Jezusovo sveto telo v njeno brezmadežno srce, saj ga njeno srce najbolj vredno in ljubeče sprejme in ohrani za nas njegove milosti. Na to bomo lahko mislili zdaj, po maši, ko se podamo na pot molitve rožnega venca okrog brezi. Molili bomo za domovino Slovenijo, za žrtve in storilce zla, za spoznanje, za resnico. Hvala vsem, ki ste prišli in se nam pridružite. Naj nam bo prejeto sveto rešnje telo, dar, ki ga bomo med molitvijo izročali njegovi materi in z njim vse naše namene. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus. Danes bomo pri Sveti Neži, pa pri kraljici Mariji miru, bomo spomin na naše žrtve, ki jih nosimo v svojih srcih, bomo požgali jim sveče, da bodo čim bolj navzoči med nami, tako
da čujemo njihova imena, da se jih spomnimo, koliko se jih moramo. To so vendarle ljudje, ki po tolikih letih, po 80 letih pa nimajo. Marsikdo še zdaj na seznamu žrtev, ni mrliških listov, ni vestnih grobov. Tako da se mi zdi, da je naše delo preprosto nujno. Litanije slovenskih mučencev, ki tukaj doli so mučenci, ki ste imena jim povedali. Jih je pa veliko, nekateri imajo imena, drugi pa ne. Pa se priporočimo Gospodu Bogu in molimo zanje in se jim priporočimo. Slovenski mučenec Blažen Lojze Grozde, slovenska mučenca Božji služabnik Landa Kerli in študent Viktor Lojic, slovenski mučenec Božji služabnik Daniel Halas, slovenski mučenec Božji služabnik Filip Terčej, slovenski mučenec Božji služabnik Izidor Završnik, slovenski mučenci, duhovniki, redovniki, redovnice in bogoslovci,